Čeprav nas prizadene, smo vseeno pomirjeni in zadovoljni, ker se to ne zgodi nam. V naši kulturi blazno napihujemo akademsko učenje. Moraš biti odličnjak, če ne si loser, in moraš biti edinstveni odličnjak, ker drugače, če so tudi drugi, si samo eden od, a ne? Zdaj nisem več psihoterapevt. Po novem zakonu se ne smem predstavljati kot psihoterapevt, čeprav imam londonski certifikat. Kaj menite o zakonu? Zakon je katastrofa. Recimo, en od tabujev je, o mami se ne govori grdo. Pa pride spomin, ko si bil jezen na mamo, pa se čutiš krivega, ker si jezen, ne pa, ker si jo napadel ali pa ne vem kaj naredil. Spoštovane in spoštovani, drugi poizkus, isti gost, profesor, doktor psihologije, psiholoških znanosti, Peter Praper, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem. In poslušalcem. In poslušalcem, ja. Tokrat enako kot prvič, ko sem izbrala za najino druženje plesno dvorano z ogledalom. V odnosih smo namreč drug drugemu ogledalo in sem želela ponazoriti, kako fino bi izgledala v ogledalu najina odseva, ampak ni uspelo. Mogoče pokažemo kakšno slikico. Vseeno pa se bova pogovarjala o odnosih. To je neka taka stvar, s katero smo nenehno v stiku, nenehno smo v odnosih, skupine nenehno nastajajo, pa vendar se o tem ne učimo. Zakaj ne? Učimo se, samo se ne učimo akademsko. Nove raziskave na področju nevrobiologije so šokirale ta svet, da se ugotovitve, da se podlaga za človekovo osebnost polaga v prvih 3 letih in je povezana z razvojem desne možganske polovice. To pomeni, da so še skrajšali to obdobje, ker je Freud trdil, da prvih 5 let je potreben razvoj, da otrok postane mali odrasli. To pomeni svojo identiteto in že nastopa kot jaz, pa jaz hočem, pa jaz nočem in se na ta način že pogaja z ostalimi. To so zrcala. Žal, ta prispodoba zrcali je bila fantastična, zaradi tega, ker zrcaljenje nam omogoča, da vzdržujemo svojo samopodobo celo življenje. Začne se pa takrat, ko otrok začne vračati govorico oči in ko se ti smeji, ko se z njim ukvarjaš na ta način, da se približaš v enfaz poziciji, ker če se približaš s profilom, ne bo reagiral. In potem je celo življenje pomembno, kdo so tvoja zrcala, s kakšnimi ljudmi se primerjaš. In za današnji čas bi morali veliko več vedeti, tudi starši o tem, zaradi tega, ker tablica ni zrcalo. Tudi potem, ko si še mladostnik išče fiktivne vzore, to ni to, kar vleče v razvoj. Ti moraš imeti žive ljudi, s katerimi sprejemaš, se odzivaš in oni sprejemajo in se odzivajo. Torej, ta izmenjava je gorivo pravzaprav našega razvoja. Ta interakcija. Ja. Torej, čeprav razumem, prva 3 leta nastane človek, kakršen nastane, potem pa samo popravljamo. Ja, ponavljamo, že nekaj modificiramo, seveda. Popravljamo. Ja, popravljamo. Zdaj, povezovanje z levo analitično možgansko polovico ti pomaga, da včasih le pogruntaš, kakšen si in kakšen bi rad bil in koliko je tu realnega pričakovanja, ne. Tako da leva možganska polovica je pa izrazito
analitična. To pomeni, da mi poskušamo sebe analizirati včasih, ampak kaj analiziramo? Tisto, kar imamo v desni polovici. Tako da ta trud ljudem pravzaprav ostane celo življenje, če hočejo doseči nivo ene integrirane osebnosti. Spremeniti neke vzorce. Ja. Je pri tem nujna pomoč terapevta. Sami ste rekli, da je dobro, če si človek privošči terapevta na 3 leta. Ja. Veste kaj, tiste 3 leta so starši terapevti in potrdilo se je, da prvi 2 leti predvsem mama. Zaradi tega, ker je on mentalno v paru z njo tja do 3. leta, ko aktivno že izmenjuje z drugimi. To ne pomeni, da otrok ni radoveden in opazuje druge ljudi. Celo opazuje, v kakšnem odnosu sta oče in mati, in je to izjemno pomemben podatek, ker je za vse večne čase skladiščen v desni možganski polovici. Zato so odkrivali, da pri otrocih ločenih staršev je veliko več ločitev kot pa pri ostalih. Ali pa tudi poročijo se, ne? Sama sem tak primer. Tudi. To je seveda nabito z enim strahom pred temi odgovornostmi v odnosu in seveda tudi veliko tegobja, veste, vedno biti sposoben postavljati meje, pa vendar mehčati meje. Če ne mehčaš, nisi v odnosu, če jih pa ne postavljaš, si pa požrt. Tudi sami ste mož in oče, zelo zaposlen kot profesor. Kako ste usklajevali skozi življenje te različne vloge? Tu pa moram povedati, da je sreča ta, da je žena ogromno tega potegnila. Ni bilo lahko v najini družini zaradi obolenj, ampak je ona ogromno tega pokrila, tudi omogočala, da sem jaz delal ne eno, ampak 2 karieri. Ena je klinična, druga je akademska. Drugače pa seveda z otrokoma sem imel veliko interakcije in je še imam. K sreči sem človek, ki je radovedno spremljal, kako nastajajo stvari v glavi odraščajočega otroka, in sem poln krasnih spominov iz te interakcije. Ste te interakcije lahko prenesli tudi na vašo klinično pot, 55 let izkušenj? Vsekakor, s tem, da seveda pri ustvarjanju odnosa je to bistven del pravzaprav dejavnikov, s katerimi lahko na tem področju delaš, ampak je treba pa ogromno študirati in raziskovati. Jaz sem že zelo zgodaj začel oblikovati preventivni program za predšolske otroke. Zajeli smo jih zelo sistematično že pri 3, potem tudi pri 5 letih, ampak tiste, ki so pa evidentno imeli razvojne motnje, smo pa od začetka obravnavali. Takrat smo delali skupaj s pediatri in moram povedati, da je mariborska pediatrija bila več kot evropska pediatrija. Skupaj z njimi smo oblikovali preventivni screening, ki sem ga oddal založniku leta 1980 in se še danes uporablja v nacionalnem preventivnem programu. In ravno naslednji teden imamo spet druženje in konferenco, da vidimo, kje smo s temi podatki. Še vedno ste aktivni na mednarodnem psihološkem parketu? Ja, ampak nisem pa aktiven s pacienti več. Torej, terapije ne delam več zato, ker moje terapije so bile dolgotrajne. To pomeni, da je človek prihajal enkrat ali pa 2-krat tedensko skozi 5 let najmanj. In zdaj pa nimam več garancijskega lista, da nekoga lahko
potegnem 5 let. Bi bilo pa zelo neugodno, če bi sredi terapije moral prekiniti terapijo. Nikoli niste delali terapij na Koroškem, čeprav ste Dravograjčan. To pa ni res. Mene je že kot mladega nadebudnega psihologa dr. Seničar, takrat direktor Koroškega zdravstvenega doma, nahvalil, da sem en dan v tednu delal na Ravnah. In še zdaj se tam v zdravstvenem domu spomnijo tega obdobja in smo krasno sodelovali tako s pediatri kot z dr. Sušnikom Jankom, pokojnim, na medicini dela. In sem jaz v tistih letih bil motivator, da so zaposlili 4 psihologe in dr. Miheva poslali kot psihiatra na specializacijo iz psihiatrije. Midva se vedno srečava v nekih takih čudnih trenutkih naravnih katastrof, ubojev oziroma nasilja, ki je kot posledica nekih odnosov, nerazrešenih, nepravilnih odnosov. Zakaj pride do nasilja, takšnega eskaliranega, kot je uboj? Zakaj je nasilje v vseh od nas? Ja, ob takih priložnostih se srečamo, pa jaz nisem zadovoljen, da se samo ob takih priložnostih začnemo zanimati za pomoč in podporo ljudem, ki so v stiski. In to zaradi tega, ker ko gre za zunanje pritiske, ki človeka postavijo v situacijo, da se ne more s tem več spoprijemati, to niso ljudje, ki so za v psihoterapevtski proces sprejeti. Ti rabijo krizne intervencije, rabijo seveda preventivo pred suicidom in takimi stvarmi, rabijo dobro službo za obravnavanje travmatske motnje, da ne preide v posttraumatsko kronificirano travmatsko motnjo. In tu sem tudi imel prste vmes, da so organizirali to prvo pomoč zaupniki, tako za reševalce, ki doživijo vse mogoče hude scene, za policiste, za vojake so pa prevzeli to skrb kurati, tam pa ne vemo, kako to teče. Zakaj nas nasilje tako intrigira? Črne kronike so polne, ljudje to najraje prebirajo. To so, seveda pod površjem so tudi globinski motivacijski razlogi, a veste, ljudje smo radovedni za take stvari in čeprav nas prizadene, smo vseeno pomirjeni in zadovoljni, ker se to ne zgodi nam. A veste? Če sosedu krava crkne. Ja, to je pa še več podlage od zadaj emocionalne. Slovenci smo znani kot po kulturi, kot ljudje, ki znamo biti zavistni. Zavistni in pa opozicionalni, vedno proti. In to naj sosedu, naj meni krava crkne, pravi vica, ker govori o tem, da nekomu izpolnijo 3 želje, pod pogojem, da lahko izpolnijo vsako od teh sosedu 2-kratno. In pri 3. želji je človek že rekel, da mi krava crkne. Žalostno, ja. Žalostno. Kaj je za tem? Kakšna je psihologija Slovencev? Veste kaj, Slovencev se drži tradicija germanskih kultur, in te kulture imajo preveč opravka z agresivnimi izmenjavami v odnosih. In na ta način znamo biti Slovenci pretirano pedantni, pretirano redoljubni in nas moti drugi, ki ni tak in tako dalje in tako dalje. Zdaj, te korenine so po moje že oslabele, veste, zaradi tega, ker mešanja. Ja, pa tudi drugačne generacije prihajajo. S tem pa ne mislim reči, da je vse boljše, kot je bilo prej. Mogoče smo mi bili preveč disciplinirani,
zdaj so pa preveč razpuščeni. In ta razpuščenost je včasih cepljena na egoizem, ki se stopnjuje v pravo narcisistično motnjo. To pomeni, da ti ne moreš biti eden od ljudi običajnih, ampak moraš biti edinstven in si drugače čisto nesrečen. In ti ljudje na videz niso simpatični, zato doživljajo v odnosih kar naporne zadeve, ampak po drugi strani so pa izjemno ranljivi in res potrebujejo pomoč. Prej je bilo vprašanje, če je vedno treba profesionalna pomoč. Prva zadeva so starši, bratje in sestre. Tam čustveno navezovanje prinese te kvalitete človeške. Druga šansa je pa adolescenca. V adolescenci se mladostnik naveže na druge ljudi, na vrstnike, mogoče na malo starejše, ki ti predstavljajo vzor. In to je šansa, da se rešiš nekaterih neugodnih reči iz prvega obdobja teh 3 let, 5 let, mogoče. Ne? Ampak pravijo pa raziskovalci, da če človek ne porabi adolescence, da se naredi kot oseba, potem ne bo brez profesionalne pomoči nikoli. Tudi če podeli vse svoje informacije po tej piramidi. Ja, nažalost so te informacije vedno levohemisferične, če tako rečem. Zaradi tega, ker so dostopne pravilom, lahko bereš priročnike, prikličeš spomine. Iz desne možganske polovice spomini niso na priklic. To pomeni, da delujejo na tebe, ne da bi se spomnil dogodkov, ob katerih si nekaj prebral. Zdaj bom pa povedal tole. V naši kulturi blazno napihujemo akademsko učenje. Moraš biti odličnjak, če ne si luzer, in moraš biti edinstveni odličnjak, ker drugače, če so tudi drugi, si samo eden od. In to naša kultura blazno podpihuje. Prejšnji minister, ki je bil zamenjan, je govoril o tem, da 10 na faksu je premalo, da bi moralo še biti 10 plus ali pa 5 plus v srednji šoli, da bi se vedelo, kdo odskoči celo od odličnjakov. Zlati maturanti niso zadost, morajo biti briljantni. Potem je pa mature konec in v identiteti ne ostane nič, ker je to, da je nekdo bil briljanten maturant, že preteklost. In tudi informacije pridobljene s pomnjenjem se izgubijo, kaj ne? Informacije ni nujno. Jaz s mojim študentom pogosto govorim, kaj pravzaprav pomeni študirati. Da to ni, da ti se napiflaš, da imaš vse informacije, ker so raziskave pokazale, če se ti napiflaš učno gradivo, da ti po 2 tednih ostane manj kot 40%. Če pa ti diferenciraš, pa izbereš gradivo, ki je smiselno in spada v tvojo zakladnico znanj, potem pa to na nek način prebaviš, ponotraniš in to postanejo tvoja znanja, in ko se povežejo z desno možgansko polovico, se to spremeni tudi v modrost. To pomeni, da ne uporabljaš znanj na neumen način. Super. Prej, da se vrnem, ste omenili simpatičnost, da so narcisi nesimpatični oziroma da so manj simpatični. Vsak od nas ima izkušnjo, da mu je nekdo takoj ob prvem pogledu nanj simpatičen. En človek nam je simpatičen takoj, drugi pa nikoli pa ti ni nič naredil. Zakaj? Ja. Odkot to izvira? To izvira iz zgodnjih oblik odnosa, točno iz pridobitev v prvih 3 letih. V prvih 3 letih se zgodi to, da se otrok naveže, pa vendar navezan
je dovolj koražen, da se razvije kot posameznik. In ta vez se takoj prečita. To sem jaz v svojem kliničnem delu neštetokrat doživel. In ena pacientka mi je krasno rekla, v prvi uri, ker je poskušala večkrat s terapijo, v prvi uri mi je rekla, pri vas bo pa šlo, vi ste pa z mojega planeta. Simpatija je bila. Simpatija je bila, ampak pri ženski, ki se je velikokrat v življenju počutila, kot da je z drugega planeta, med ljudmi. Kako se sami počutite? Z ljudmi v redu, vedno sem se. Vedno sem se, nisem nikoli imel teh pritiskov, da bi moral jaz biti edinstven ali ne vem kaj. In vedno sem lahko tudi v svojem kliničnem delu dal sebe takega, kakršen pač sem. Ste bili strog profesor? Ja, študenti so mi povedali fino kombinacijo, strog in pravičen. A zahteven in pravičen, to so rekli. Ne strog, to je mogoče slab opis. Zahteven in pravičen. Kaj pa kot terapevt? Naprimer, mlad terapevt, mlada terapiranka, ste imeli kdaj težave, da se je katera zaljubila v vas? Imel sem težave, ampak ne take stopnje, da bi moral kako terapijo prekiniti, ker imajo tudi pacientke in pacienti težave. In sem doživel tudi to, da je ena od pacientk na začetku ure rekla, da hoče spati z menoj. In ko sem izpostavil vprašanje, kaj bi to pomenilo in zakaj, odkot ta fantazija izvira, takrat sem dobil potrditev od supervizorja, je rekel, ko si to zvozil, zdaj si pa psihoterapeut. Super. In 55 let je trajalo. Ja, ampak zdaj nisem več psihoterapeut. Po novem zakonu se ne smem predstavljati kot psihoterapeut, čeprav imam londonski certifikat. Kaj menite o zakonu? Zakon je katastrofa. In katastrofa zaradi tega, ker so interesne skupine, ki so od tega hotele imeti profit, pravzaprav izključile vse profesionalce iz priprave tega zakona. In ta zakon je unikum na svetu pravzaprav. Čeprav vam moram reči, da se je v Evropi nekaj držav kar organiziralo iz skupine tistih, ki niso imeli certifikatov pri pomembnih psihoterapevtskih šolah, da so začeli forsirati psihoterapijo kot prvi poklic. To pomeni posrednji ali pa celo poklicni z maturo, greš direktno študirati psihoterapijo, pa si psihoterapeut po 4-5 letih, a ne? In zdaj, če pogledamo njihove kriterije za licenco, ki jo mislijo podeljevati, je to ja katastrofa. Jaz sem nazaj pogledal kriterije, ki smo jih postavili v Bruslu, kjer sem bil v strokovni komisiji za evropske standarde za psihologe. In veste, kakšni so ti standardi? Prvi pogoj, da delaš 3 leta v instituciji zdravstveni, ki dela z ljudmi, ki imajo mentalne probleme. Druga zadeva, seveda po strokovnem izpitu, pri nas specializacija iz klinične psihologije, ne? Potem pa najmanj 500 ur kliničnega dela pod supervizijo, s tem, da moraš obdelati 10 svojih primerov v terapiji od začetka do konca. In konec mora biti uspešen, da dobiš certifikata. Nenehno teoretično usposabljanje in študij, in je to zahteva vseživljenjskega izobraževanja. In v nekaterih pristopih, recimo analitičnih, je permanentna supervizija pogoj, da sploh ti podaljšajo licenco.
Vrniva se k najini temi, pustiva zakonodajo pri miru za nekaj časa. Se je že prepozno. Ja, prepozno. Odnosi, nastajanje skupin, to je ena taka tema, ki me vedno zanima, sploh kadar ste vi na sosednjem stolu. Kako nastanejo skupine? 3 moramo biti, pa smo skupina, kaj ne? Ne. Psihološko ne. 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 Seveda, gramatično smo množina, ne. Psihološko pa ne, pa vam bom povedal zakaj. Otrok se razvije iz para v trikotnik. To pomeni, da psihološko mora reševati svoj položaj v odnosu večinoma do očeta in matere, in znano je obdobje, ko ima hude probleme s tem, to je oidipsko obdobje. Oidipsko obdobje pomeni, da ko se otrok pojavi kot individuum, začne konkurirati za ljubezen, pa ne oralno, ampak že zabeleži spolne identitete z nasprotno spolnim od staršev in mu je istospolni na poti. Veste, in ljudje, če imajo malo posluha, lahko to pri svojih otrocih vidijo, ne. Jaz se spomnim, moja kolegica psihologinja je svojemu fantku razložila na sprejemljiv način, ko je on bil v tem obdobju in je spraševal, kako je on na svet prišel. In pol mu je rekla kolegica, da enkrat, ko sta se z očkom zelo rada imela, je on posadil semenčice njej pod srček in tako je on zrastel in ga je ona rodila. Ne. Fino, ni ga štorkla prinesla, ne. Ampak ta dečko je nekaj kasneje v spalnici popolnoma razkopal očetovo nočno omarico in ga je ona vprašala, ja, kaj pa delaš? Pa pravi, očkove semenčice iščem. Si je hotel prisvojiti, ne. No, to so taki krasni, ampak ti lahko podpreš pri 6-letnem fantku, da je mali moški pomočen, pa pri punčki, da je lepa in privlačna in tak naprej. Čeprav so danes seveda te stvari tako zmešane, da hočejo biti punčke bolj močne, kot pa fantja, ne. Zelo diferencirano je tole. Pri skupinah sva ostala, torej kdaj nastane skupina in kako? Skupina, zgodovinsko gledano, je skupina nastala ob delu, a ne. Vse v familiji, veste, so včasih veliko delali skupaj, starši in otroci, in tudi otroci so veliko delali skupaj in sociologi trdijo, da so ob delu nastale skupine in je zelo interesantno, da ko skupina nekaj časa dela, da si razdelijo vloge in se sinhronizirajo. In kako poteka to razdeljevanje vlog? Nekdo je alfa, beta? Zelo avtomatično teče po osebnostnih karakteristikah. To pomeni, da se nekateri bolj ponudijo za vodilni položaj. Zdaj, če so sposobni, je v redu, če pa samo zlorabljajo moč, je pa to seveda rizično. Nekateri ne marajo biti izpostavljeni, pa tudi ne komandirati drugih ljudi, ampak imajo pa feeling in pomagajo tej alfi, temu vodji, razumeti, kakšne situacije skupinske so zelo pomembni člani. To je beta. To je beta. Potem so pa omega, za katere bi na prvi pogled rekli, da so zdraharje, ne. Ker vedno nekaj najdejo, izpostavijo. Ampak so ogledalo skupini. Ja, ampak še bolj so pa ogledalo alfi, ker vedno alfa napadajo. Sami pa ne bi prevzeli vodilnega položaja, veste. Ampak ti člani so zelo koristni, ker skupina vse, kar nastaja noter agresivnega, pravzaprav temu grešnemu kozlu pripiše in pol je on nosilec tega, skupina pa dela naprej. In skupina ga tudi izloči. Če ga pa skupina izloči, ima pa problem.
Zaradi tega, ker se mora soočiti s svojimi notranjimi nasproti in agresivnimi vsebinami, potem pa, če najde novega omego, je v redu, če ga pa ne najde, lahko pa tudi razpade skupina. Ali nastane omega znotraj skupine, nov, ali pa lahko pride tudi od zunaj? Pride od zunaj. Tistega, ki pride od zunaj, skupina še posebej rada postavi v vlogo omege, a ne? In recimo v mojih terapevtskih skupinah sem zelo pazil, da se to ni zgodilo, a ne? Ne da bi ščitil tistega, ki je prišel, ampak da konfrontiram skupino, kaj počne. Aha. Kako učinkovito je to, če jih seznanite, da pač ima skupina svojo dinamiko? Ne bi rekel, da je neučinkovito, čeprav pretiravamo s temi treningi, ampak jaz sem sam 30 let to problematiko uporabljal pri Akademiji Gorenja, ki je svoje kandidate za direktorje poslalo v to akademijo in potem smo s skupinskimi treningi pravzaprav veliko naredili. Ni pa bilo vedno uspešno. Se je zgodilo v enem primeru znane firme, da so prepoznali ostali, da je generalni direktor monopolist, vse hoče po svoje. On jim je pa očital, da oni ne premaknejo riti in je res se to zgodilo pri treningu, da so na njega čakali. In ko smo konfrontirali njega in skupino, on ni mogel tega preživeti in se je izklopil. Nekaj mesecev kasneje ga je pa upravni odbor odslovil s funkcije direktorja. Je bila to zrela skupina ali ne? Nažalost se ni dalo premakniti, ker je bil ta človek izredno sposoben. In ostala skupina je pa morala dozoreti. Kadar je zrela skupina, ne rabi totalitarnega vodja, ste rekli. Vloga vodje se spreminja, ampak to je treba vedeti, da če je skupina na novo sestavljena, da ima vedno probleme s tem, da išče vodjo, ki bo rekel, kako bomo delali. A ne? Če jaz na novo terapevtsko skupino postavim, ljudje gledajo mene, kakšna navodila bom dal, ko kaj govorijo o meni in pol moram jaz odreagirati na ta način, da se morajo oni povezati. A ne? Zdaj pa, če je v delovni skupini nekdo, ki je vodja tak, da ne daje nobenih navodil, to ni dobro. Še posebej, če skupina presega tam število 8 članov. Drugače je pa skupina dozoreva, ne? In vodja postane tisti, ki zna dobro povezati vse prispevke, ki jih pravzaprav prinesejo člani skupine. Ni treba kaj dosti komandirati. To je povezovalen člen. Povezovalen pa tudi dober vodja, po mojem, vsaj bi moral znati pohvaliti. Na kak način je pravilno pohvaliti svojega, recimo, podrejenega? Veste kaj, jaz ne maram te besede pohvaliti. Veste zakaj? Zaradi tega, ker mislimo, da bomo mi s pohvalo vse rešili. Pohvala ne nudi samo potrditve. Pohvala te lahko zapelje, da ti poskušaš tistemu, ki te je pohvalil, služiti na ta način, da te bo še drugič pohvalil. A ne? In to je stran pot v razvoju. A ne? Po drugi strani pa tudi, ko so vloge zdiferencirane, veste, kdo bo pohvalil, recimo v strokovnem timu, moje delo kot kliničnega psihologa, pa je psihiater, šef, recimo, pa tudi vodja tima. A ne? Psihiatrova zahvala gre na psihiatrično delo. A ne? A veste, v tako zvanih kategorizacijskih komisijah sem jaz doživel velikokrat, da so mladi psihologi začeli ponavljati,
diagnoze pedopsihiatra in ta diagnoza ni plod njegovega pregleda kliničnega. In smo jih morali prav učiti, povej ti svoje, pol bomo pa to zložili. A ne? Pa povem primer. Enkrat sem jaz na timu predstavil pacienta, da ima osebnostno strukturo depresivno. In je psihiatrinja rekla, kje pa ti vidiš depresijo? In smo pol pogruntali, da ona misli klinično depresijo, po klinični sliki, jaz pa osebnost, ki je bila nesposobna svoje želje in zahteve izraziti. Ne. Pa smo pa le rekli, aha, lej, so depresivno strukturirani, ki nimajo simptomatike, pa so depresivni s klinično sliko, ki niso strukturirani depresivno, ampak imajo zunanje pritiske. Na kak način pa potem naj pohvalimo otroka? Radovedni moramo biti in ko mu nekaj rata, moramo reči, kako ti je pa tole ratalo? To je to. Ne pa njega kot osebo izpostavljati. Seveda. Ali pa nasprotno napast ga kot osebnost. A veste, otrok se pokaka, pa mu mama reče, pacek grdi, to je na identiteto, nimam te rade, je pa grožnja. A ne? A veste, ampak ko on prvič gre na kahlo pa naredi klobaso, je treba to opaziti. In reči, a ti je ratalo. In otrok je lahko ves ponosen, ker je to po svoje naredil. Vrniva se k nasilju. Od otrok nasilje ni sprejemljivo kot kazen, kaj ne? Najbrž z psihološkega stališča, ne? Nasilje kot akt Tako. ni sprejemljivo. In socializiran človek kontrolira svoja dejanja. Vendar pa je treba reči, da je nasilnost del ne samo človeškega bitja. Primate pogledajte, koliko eksplozij nasilja opazite, recimo pri šimpanzih. Drugače je pa tisto, kar mene osebno moti. To, da smo se ob dnevu nasilja nad ženskami pogovarjali o nasilju nad ženskami, zdaj trenutno se pogovarjamo o nasilju nad starejšimi, pol se bomo pogovarjali nad otroki, moški pridemo ta zadnji na vrsto. Ampak ni malo moških, ki so žrtve nasilja. Ni jih malo, ampak strašno težko jih je dobiti pri raziskovalnem delu, zaradi tega, ker očitno imamo deci tak pritisk sramu, če ti doživljaš nasilje, da tega ne bi priznali, pa če nam kožo režejo. Odkot izvira sram? Sram je točno povezan z nastajajočo samopodobo. In velikokrat je povezan tudi z vzgojnimi ukrepi za sramovanja. In to so zelo grde stvari, ker ni dosti, da ostaneš pri dogajanju, ampak napadeš človeka kot osebo. A veste, tudi v odraslosti ni fino, če jaz namesto, da bi vas vprašal, a to vam pa ni ratalo, rečem pa, kaj ste tako bedasti, da tega ne znate. A veste? Ne, sam kamera nam je crknila. Ja, ampak tega je veliko. Vam moram povedati, da sem imel zdravnike, specializante v terapiji, ker so trpeli zaradi tega, ker so mentori z njimi na ta način delali. Kaj pa krivda na drugi strani? Na eni sram, na drugi krivda. Ja. Odkot pa krivda izvira? Krivda je starejšega datuma razvojno. Sram gre na to, da ti obstajaš. Ne? In če je napadeno to, da ti obstajaš, je dovolj, da ne dobiš pozornosti, pa te je že sram, kot da si nič vredna. Ne? Krivda je pa že vezana na obdobje, ko otrok že kaj naredi po svoje. To pomeni 3. leto ali pa po 3. letu, tam otrok tudi svoje trme naredi po svoje in potem
je problem, ker mora prevzeti odgovornost. Ne, to pomeni, da vsak korak v samosvajanje pomeni, da moraš adekvatno reagirati s prevzemanjem odgovornosti. In tudi v terapiji je potem ljudem, ki trpijo zaradi občutkov krivde, treba pomagati, da so odgovorni za tisto, kar počnejo. Ne pa, a veste, veliko je ljudi, to redno pri pacientih in pacientkah doživel, da so se čutili krive, ker so imeli kakšne impulze ali pa misli. Recimo, en od tabujev je, o mami se ne govori grdo. Pa pride spomin, ko si bil jezen na mamo, pa se čutiš krivega, ker si jezen, ne pa, ker si jo napadel ali pa ne vem kaj naredil. In tole v terapiji doseči, da smo odgovorni za svoja dejanja, ni lahko, zaradi tega, ker smo otroci krščanske kulture, katoliške, kjer je krivda tisto, s čimer obremenjujemo ljudi, in ti nisi kriv samo, če nekaj narediš, ampak tudi, če misliš, da bi naredil. Odnosi in nasilje se vrtita čez cel intervju. Žrtev, agresor in rešitelj so tisti trije, ki nastopajo v tem zlatem trikotniku. Ja, to so zelo arhaične vloge, ki jih ljudje včasih preveč posvojijo. Tako da lahko govorimo o psihologiji nasilneža, o psihologiji žrtve, še bolj pa o psihologiji rešitelja, kjer se pojavljamo taki ljudje, ki izberemo take poklice, kot je bil moj delo s pacienti, zato sem rekel bil. In ko mi študente sprašujemo po motivaciji, vedno rečejo, da bi radi pomagali ljudem. To je zelo sumljiva vloga rešitelja, ker če se jaz postavim v to vlogo, potem jaz okej. Tisti, ki ga pa rešujem, pa ni okej, a ne? In zdaj, če jaz nimam nikogar, ki ga bi bilo treba reševati, koga celo prisiljujem ali pa si izberem eno domačo žival, pa jo rešujem, a ne? In skrbim za žival, ki zelo zna za sebe skrbeti, na ta način lahko celo zelo skvariš značaj nekega ljubljenčka, a ne? In nažalost se v socialni interakciji te vloge kar spreminjajo, ne? En raziskovalec, Karpman se je imenoval, je postavil trikotnik, kako se preganjajo. Preganjalec preganja žrtev, tisti, ki je rešitelj, se pa zavzame za žrtev, pa začne preganjati preganjalca, a ne? In to se kar vrti. Zdaj pa, če rešitelju ne uspeva reševati žrtve, potem se obrne proti žrtvi in jo preganja. A veste, konkretno bom postavil primer, ki je znan vsem na tem področju. Recimo nasilen možakar, ki gre tako daleč, da potem njegovo partnerko zaščitijo in jo pošljejo v varno hišo, potem pa tam opazijo, da je ona po telefonu ustvarila kontakt in da sta se zunaj dobila, a ne? In potem postane institucija nasilna do prejšnje žrtve in jo preganja, in na ta način se seveda zameštra vse, a ne? Ali pa ženska, ki se poroči z alkoholikom, kot ste zadnjič rekli, kot rešiteljica. Ja, to je znan fenomen, s tem, da Rugl, naš znani alkoholog, je potem napadal te ženske in je postal preganjalec teh rešiteljic, a ne? In ni opazil, da se je sam znašel v tem trikotniku. Drugače pa ja, nezavedna potreba take ženske je dokazati svojo veliko ljubezen
s tem, da rešuje alkoholika tega prekletega zla. A ne? Ampak ker je to tako trdovratna zadeva, večinoma ne uspeva kar svojo ljubeznijo, potem ga pa začne preganjati, pa štet kozarce, pa toč po roki in tako naprej in postane rešiteljica nasilnež, pa postane žrtev, dokler ne zgubi živcev, pa nasilno odreagira. Potem se pa vse zavrti. In kako mi, ki opazujemo od zunaj, sploh mediji, vidimo nasilje, sploh ko se pojavi temu zvezi kakšna znana osebnost, kot nedavno? No ja, najprej bi to povedal, da ljudje kot opazovalci ne poznamo te igre in velikokrat, če se dva stepeta stopimo vmes, potem pa oba dva planeta po tem rešitelju. Ne? In ko gre za znane osebnosti, se izpostavi osebnost, ne pa socialno dogajanje. In to ni fair. Zato ni fair, ker v tej situaciji znanje našega Korošca se je marsikaj že odvijalo prej in nihče ni zainteresiran pogledati proces, kako se je ta odnos zapacal do take stopnje. In to igro igrata oba. Igrata tako, kot igrata sadist pa mazohist. Pa lahko za štos ilustriram igro sadista pa mazohista z enim vicom. Mazohist potrebuje sadista, pa ga začne gnjaviti, muči me malo, pa daj muči me malo. Sadist pa reče, ne bom te ne, in stvar že deluje. S tem pa se bomo tudi poslovili od vas, spoštovane in spoštovani. Najlepša hvala, Peter Praper, za ponoven obisk pred kamerami. Hvala za povabilo. In še kdaj ob kakšni takšni lepi situaciji.